Veselje do glasbe je tisto, pravzaprav, ki me vzpodbuja skozi vse življenje, da ustvarjam sam in v sodelovanju z drugimi. Janko Avsenak se je rodil leta 1949 v Brežicah. Ljubezen do glasbe in kulturnega dela nasploh je povzel po družinski tradiciji, zlasti po vzoru očeta Vinka. V glasbeni šoli Krško je obiskoval pouk klavirja in violine. Velik del ustvarjalnosti je posvetil vokalni glasbi, še posebej petju v zboru. Še kot mlad fant je v Brestanici leta 1973 ustanovil mešani mladinski pevski zbor. Kot pevec in korepetitor ter nato zborovodja je 2 desetletji vodil mešani pevski zbor Viktor Parma Krško in 2 leti tudi mešani pevski zbor Svit Krško. Dolga leta je bil umetniški vodja Šentjernejskega in Vinogradniškega okteta. Bil je tudi predsednik Zveze kulturnih organizacij občine Krško in predsednik Posavske pevske zveze. Največji del njegovega ustvarjanja je povezan z moškim pevskim zborom Svoboda Brestanica. Leta 1976 je prevzel vodenje zbora in ostal njegov zborovodja polnih 43 let. V tem času so pevci in zborovodja tkali medsebojno povezanost, tovarištvo in zaupanje ter skupaj zoreli. Leta 2019 je taktirko slovesno predal novi zborovodkinji, sam pa svoje glasbeno znanje že več kot 10 let podarja Reichenburškemu oktetu. Poleg tega igra violino v etno skupini Nojek iz Bistrice ob Sotli in v folklorni skupini DKD Svoboda Senovo. Za potrebe različnih vokalnih in inštrumentalnih skupin je v dolgoletnem ustvarjalnem obdobju napisal več izvirnih skladb in priredb. Celoten opus zajema več kot 200 skladb. Aprila 2024 bo pri JSKD izšla zbirka njegovih skladb za moške in ženske zbore. Janko Avsenak soustvarja tudi na gledališkem področju, in sicer z gledališčniki DKD Svoboda Senovo. Z glasbo je Janko Avsenak povezan tudi drugače. Večji del svojega življenja je posvetil uglaševanju in servisiranju glasbil, predvsem klavirjev in harmonik. Svoje znanje je nadgrajeval tudi s specializacijo v tujini. Številna glasbila, ki so skoraj končala na odpadu, so oživela pod njegovimi rokami. Za Mestni muzej Krško je na primer obnovil klavir Janeza Mencingerja. Dolenjskemu muzeju Novo mesto je pred propadom ubranil klavir skladatelja Marjana Kozine. V Posavskem muzeju Brežice pa je restavriral namizni Square-Tafel klavir iz leta 1730. Doma smo imeli klavir in ko je bil razglašen, sem ga že kot fantič poskušal uglasiti. Pa se mi je zdelo, da imam dober posluh, ampak ni šlo. In potem sem posegal po različnih literaturah, od ruskih, ameriških, nemških in tako dalje, in spoznal, v čem je bistvo in čar tega posla. In ob tem delu se je seveda velikokrat pokazalo, da je treba inštrumente ne samo uglasiti, ampak tudi popraviti. In to me je tako navdušilo, da sem se potem poskušal tudi malo izobraževati v tujini, in seveda svoje znanje nadgrajeval tudi sam. Ko enkrat postaneš pevec in nekako postaneš član ene, bi rekel, take velike družine, potem je to vse avtomatsko. In popolnoma avtomatsko, normalno za vsakega od pevcev je, da vsak četrtek in vsak torek so pač pevske vaje in ni treba nikogar prepričevati o tem. To je avtomatsko, to postane, bi rekel, del življenja vsakogar. Kako bi izgledal vaš idealen dan? Idealen, ja, ga ni pri meni. No, ni ga, ampak če bi obstajal idealen dan? Mene je vsak dan delovni. Tako da
Ne vem, kaj ne rečem. Idealen dan bi bil, če bi bil malo frej. Ljudje so me poiskali, ker so začutili, da jim lahko pomagam, in tako sem v bistvu vodil kar veliko različnih pevskih, pa tudi instrumentalnih sestavov. In to mi je bilo vedno v veselje. Vesel sem in tudi hvaležen, da sem se rodil in odraščal v družini in okolju, ker je bila kultura vseskozi nekaj čisto običajnega in vsakdanjega. Mislim, da sem že zelo zgodaj začutil, da bo to neke vrste moje poslanstvo, ki sem ga in ga še vedno gojim skozi vse svoje življenje. Po naravi sem bil vedno zelo zvedav. Mislim, da me je ravno to vodilo v to, da sem se nenehno učil in spoznaval področja, ki so se mi zdela zanimiva in plemenita. Nedvomno je glasba tista, ki me je spremljala in zaznamovala moje življenje. Še posebej pa zborovsko prepevanje. Spominjam se, da sem svoj prvi pevski zborček sestavil že med služenjem vojaškega roka v Srbiji. In sozvočje glasov je takrat mi je zlezlo pod kožo in tam je še sedaj.